Dovolite, da se še jaz v imenu kot podpredsednik Slovenske demokratske stranke zahvalim vsem članom in privržencem, da so tako množično se udeležili te zadnje aktivnosti, s katero so dejansko pokazali visoko stopnjo neke demokratične politične kulture. Malo me zgodbo spominja na tisto iz leta 1996, ko smo zbirali tovrstne podpise za referendum v večinskem volilnem sistemu. Takratna politična elita takrat voljo državljanov ni upoštevala, tudi tiste ki je bila izglasovana na referendumu. Jaz upam, da tokrat ne bodo poskušali z raznimi obhodi negirati jasno izraženo voljo več kot 46.000 podpisnikov te državljanske pobude, ki je dejansko, kot je rekla moja kolegica, tudi predstavlja enega izmed temeljnih stebrov sodobne demokracije. Kar se pa vsebine tiče, bi prav takrat poudaril, da je resolucija Evropskega parlamenta iz leta 2009, iz pomladi leta 2009, torej še iz prejšnjega sklica, jasno poudarjala, da morajo biti vsi ukrepi iti v smeri odpiranja in ne zapiranja arhivov, še posebej zaradi tega, ker sprava, ki je naš končni cilj, mora temeljiti na resnici in pa spominu.